In bomo kar začeli. Spet bom rekla uvod takšen, kot smo ga navajeni. Vsem en lep dober dan. Zbralo se je kar lepo število. Samo da vidim. Pravi mi računalnik, da nas je 13. Mogoče se nam kasneje še kdo pridruži, bomo videli. Povedala bom pa takole. V začetku maja me je raziskovalni del današnje teme zanesel med debele samostanske zidove. Verjamem, da je vsem znan kraj Stična na Dolenjskem, če ne zaradi drugega, zaradi samostana, v katerem prebiva danes nekaj menihov cistercijanskega reda. Nisem pa prepričana, da vsi veste, da je v prostorih stare prelature te stiške cisterce državna ustanova Muzej krščanstva na Slovenskem. In zato, da bomo izvedeli kaj več o tem muzeju, sta danes z nami dve gospe, dve dami, za kateri lahko mirno rečem, da sta obe raziskovalnega duha. Dober dan, prva dama Nataša Polajnar-Frelih, druga pa sliši na ime Diana Pita da Costa. Zdravo. Na kratko bom samo vaju predstavila, potem pa bom jaz začela mogoče kar z vami, gospa Nataša Polajnar-Frelih, ki ste direktorica tega muzeja. Torej, Nataša Polajnar-Frelih je diplomirala tako iz etnologije kot 2 leti kasneje iz umetnostne zgodovine in tako je danes magistrica umetnostne zgodovine in diplomirana etnologinja, je muzejska svetnica in direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem, ki se nahaja v Stični. Kljub temu, da ni študirala muzeologije, jo je strokovna pot pripeljala tukaj v muzealstvo v Stični. In znotraj omenjene vede gospa Polajnar-Frelih objavlja številne strokovne in poljudne članke o muzeju, pa o muzejskih predmetih in je tudi avtorica, soavtorica in ali urednica večine muzejskih publikacij. Vidno prispeva tako k vsebinskemu konceptu tega muzeja, pravi za sebe, da z nekdanjimi in sedanjimi sodelavci to počne in se trudi, da se ta muzej vedno bolj uveljavlja v slovenskem kulturnem prostoru, kot tudi, da se vključuje v evropske projekte. Ta muzej je spremenil že večkrat svoj formalno-pravni status, pa tudi naziv in vse to, kako se je razvijal ta muzej, pa samo delovanje, bi jaz prosila, da nam zaupa gospa Polajnar-Frelih. Kar izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa za besedo in za tak lep predstavitev. Torej, pozdravljeni vsi iz Muzeja krščanstva na Slovenskem. Sedim tule v pisarni, v starodavnem samostanu cistercijanskem in vesela sem, da lahko delam v Muzeju krščanstva na Slovenskem, saj je naše poslanstvo izredno lepo. Zbiramo in hranimo in predstavljamo namreč sakralno, premično kulturno dediščino iz celotne Slovenije. V Stično prihajam že skorajda 30 let. Vsak dan se pripeljem iz Ljubljane in moram reči, da je Stična res poseben kraj. Namreč vso svojo kariero, lahko zdaj že tako rečem, sem preživela za temi debelimi zidovi v družbi imenitnih sodelavcev in sodelavk ter zbirke, bogate zbirke sakralne kulturne dediščine. Da pa lahko danes dela ekipa 6 zaposlenih v Muzeju krščanstva na Slovenskem, pa se moramo ozreti v preteklost. Namreč pobudniki tega muzeja so bili leta tam v 80-ih letih, začetku 90-ih stiški menihi, predvsem takratni opat pater Anton Nadrah. Kot vemo, so v 80-ih letih ta del samostana, kjer se danes nahaja muzej, menihi dobili nazaj. Namreč po vojni je bila opatija nacionalizirana in v prostorih, kjer se danes nahaja muzej in dom duhovnih vaj, sta bili šoli, osnovna šola in gimnazija.
V 80. letih so zgradili potem nov šolski kompleks v smeri proti Ivančni Gorici in menihi so dobili torej te obnove, potrebne prostore nazaj in takrat nekako je dozorela ideja, da namenijo te imenitne sobane za muzej. Tako da prvi začetki segajo torej v leto 1985, 86, tam nekako so že tudi prvo razstavo postavili, to so bila likovna dela patra Gabriela Humeka v eni sobi takrat na ogled. Sčasoma so pridobivali svojo zbirko, malo so pregledali po samostanu, kaj lahko odstopijo muzeju. Potem v prihodnjih letih so dobili krasno zbirko zbiratelja Leopolda Kozlevčarja in dodal je svoje slike še pater Gabriel Humek. In tako je nastal temelj oziroma prvi fond muzejskega gradiva v muzeju, ki mu danes rečemo Muzej krščanstva na Slovenskem. Leta 1991 pa je bilo tukaj že toliko tega gradiva in tudi že prva dva zaposlena, prvi direktor in pa kolega tajnik, da je muzej začela financirati država. Ministrstvo za kulturo je v tej nastajajoči zbirki oziroma nastajajočem muzeju spoznala velik kulturni potencial in začela financirati delovanje dveh zaposlenih, potem pa seveda muzej potrebuje denar, da postavi razstave, potrebuje denar, da predmete obnovimo in sčasoma se je tudi kader začel krepiti. Poleg dveh se je še zaposlil restavrator, kasneje še en kustos, no to sem potem kasneje tudi bila pol jaz kot kustosinja umetnostna zgodovinarka, ki sem se priključila kolektivu leta 1995. Sredstva torej so začela pritekati iz proračuna, z Ministrstva za kulturo. Menihi so ustanovili prej še Društvo prijateljev Slovenskega verskega muzeja, morda vam je to ime že znano. Še kasneje so ustanovili Slovenski verski muzej, to ga je ustanovila pa škofija oziroma nadškofija Ljubljana. In tako smo v bistvu lahko ob veliki finančni pomoči tudi na začetku same Opatije, ker predstavljati si moramo, da so bili zidovi potrebni obnove, ko so se prostorov začeli obnavljati, restavratorji so se odkrile tudi čudovite baročne freske. In ko so prostori torej zaživeli, smo tudi mi lahko s svojim razstavnim programom vedno bolje, vedno več predstavljali te sakralne dediščine. Leta 2006 je pa naslednji pomemben mejnik, namreč takrat smo pa postali javni zavod. To pomeni, da nismo več delovali kot Društvo prijateljev Slovenskega verskega muzeja, ampak javni zavod s statusom državnega muzeja. Torej imamo podoben status kot Narodna galerija, Narodni muzej, Prirodoslovni muzej v Ljubljani. To pomeni, da nas država 100% financira. Kot sem prej omenila, danes nas je 6 zaposlenih poleg mene, še kustosinja pedagoginja, ki se mi je tudi pridružila na današnji Zoom kavici, potem kustos, zgodovinar, ki je zdaj mlad kolega, novi članek ekipe, trenutno v statusu pripravništva, ki spoznava pravzaprav še to našo muzeološko stroko, saj ga drugo leto čaka tudi še izpit iz muzeologije. Potem je z nami naš dokumentalist, namreč kolega mora vsak predmet, ki pride v muzej, popisati, fotografirati. Imamo poseben dokumentacijski program, tako da vanj vpisujemo muzealci z vso skrbnostjo vsak predmet, ki pride v muzej. No, pol pa vsak predmet je treba tudi obnoviti, več ali manj so v takšnem stanju, da jih naša konzervatorka in restavratorka obnavlja. Za vse, da lahko funkcioniramo, pa seveda skrbi tudi naša poslovna sekretarka, ki ima pa veliko povezav z obiskovalci, sprejema najave skupin, ki prihajajo v naš muzej, razporeja vodiče, ki jih imamo, na srečo je kar nekaj zunanjih vodičev pripravljenih, da honorarno pomagajo voditi številne skupine, ki prihajajo predvsem v pomladnem in jesenskem času. Poleti pa seveda prihajajo tujci z avtodomi, na poti na morje, na poti v Medžugorje, pa se ustavijo v tej imenitni Stični,
ker zagotovo je samostan tisti, ki je najbolj poznan in prepoznaven. Muzej krščanstva na Slovenskem pa seveda pridobiva z leti tudi svojo pomembnost in si s svojim delom prizadevamo. In tudi tale današnji pogovor je en od mejnikov, ko si prizadevamo pridobiti čim več publike, čim več obiskovalcev in pokazati, kaj počnemo in kaj lahko ponudimo z področja sakralne premične dediščine. Bom potrdila, ja, da različne ljudi treba seznaniti z različnimi stvarmi. Zdaj pa bom takole rekla, nekako na splošno velja, da so bili muzeji ustanovljeni z namenom hrambe predmetov, a ne? Danes se je vloga muzeja v Stični spremenila, povedali ste kako, povedali ste tudi, da uspešno delate, ste povezani z samim okoljem, ker vas ljudje imajo tudi radi. Povedali ste, da že ste 30 let cirka že v Stični. Na kaj ste pa najbolj ponosni? Najbolj ponosna sem to, da nam je uspelo ohraniti ta muzej. Namreč v vseh teh letih, ki sem je zdaj na hitro opisala, so bile težave pri njegovi ustanovitvi. Sedaj od leta 2006 smo v bistvu to osnovno nalogo, torej imeti zagotovljena sredstva, nekako zagotovili oziroma imamo večjo gotovost kot pred preteklimi leti, pred letom 2006. In ker ko imaš nekako finance in ko imaš dober kolektiv, sodelavce, ki so predani svojemu delu in imajo tudi dobre ideje in vsi za vse smo pripravljeni poprijeti in premikati gore, ker 6 ljudi si morate predstavljati za muzej z Je več malo. tisoč predmeti ni enostavno. Da. In vsak od nas ni samo kustos, pa samo restavrator, ampak vsi smo na primer vodiči, vsi skupaj razstave postavljamo, čistimo muzej konec koncev, pripeljemo predmete, se pozanimamo tudi pri lastnikih za predmete, jih sami pol vozimo v muzej, v Stično. Skratka, je velik izziv za tako majhen kolektiv, kjer je za vsako področje zaposlen samo en kolega. Tako da to sem tudi pravzaprav ponosna, da nam je uspelo s to predanostjo ohraniti konec koncev ta muzej, ker bila so leta, ko nekateri niso čutili najbolj povezave, kaj pa sploh rabimo muzej krščanstva na Slovenskem. Nekako smo bili vedno malo bolj na prepihu, ampak od 2006 so se stvari zaenkrat normalizirale in napredujemo. Konkretno letos celo smo dobili tako imenovani znak evropske dediščine. To pomeni, da nas je Evropska skupnost oziroma komisija prepoznala kot pomemben mejnik, en temeljnih kamnov naše evropske kulturne identitete, seveda skupaj s samostanom, ker cisterciani, to so star kontemplativni red, ki je po Evropi začel delovati konec 11., predvsem pa v 12. stoletju, je vzpostavil že neko mrežo, trdno mrežo cistercianskih samostanov, ki je močno zaznamovala razvoj krščanstva na našem kontinentu, potem razvoj kulture, znanja in pa tudi hortikulture, gospodarjenja. No, in prav ta del, ki ga raziskujemo v enem projektu, ki ga imenujemo Cisterscape, skupaj s 17 partnerji iz cele Evrope, prav v tem projektu je Evropska skupnost prepoznala pomen Stične in tudi Kostanjevice na Krki, ki je bil tam tudi cistercianski nekoč samostan, so prepoznali pomen, da smo zdaj vseh teh 17 partnerjev je dobilo znak evropske kulturne dediščine in muzej krščanstva na Slovenskem je partner v tem projektu. Zato skupaj kot lokacija Stična, Stiški samostan in muzej krščanstva na Slovenskem smo letos, pravkar aprila, prejeli to imenitno znamenje oziroma ta znak evropske dediščine. Se pravi, muzej ima velik pomen tako v evropskem kulturnem prostoru, kot seveda v slovenskem. Zdaj bi pa vprašala, imate zagotovo nekaj stalnih razstav, mi poveste lahko katere oziroma nam poveste katere? Z veseljem. Hvala. Imamo 4 stalne razstave. V prvem nadstropju, ko obiskovalec pride v muzej,
zagledamo razstavo Skrivnostni svet srednjeveških pisarjev. Sodobna razstava z dotikalnimi ekrani, z besedili, predstavlja srednjeveške rokopise, ki so nastali na področju Slovenije. Seveda omenjamo z vsem ponosom stiške rokopise, ker poznamo več ohranjenih stiških rokopisov, ki so nastali ob koncu 12. stoletja, prav v tem samostanu, kjer še danes menihi živijo. Predstavljamo seveda pa tudi druge rokopise iz Kartuzije Bistra, iz Jurkloštra in tako dalje. To je Skrivnostni svet srednjeveških pisarjev. Lahko se tudi dotaknemo peresa, s katerimi vemo, da so pisali z gosjimi peresi. Imamo tako simulirano eno tako pisarsko delavnico, torej klop pa pisarski pult, pero, to gosje pero, potem pergament. Vemo, da so srednjeveški rokopisi nastajali na pergament, te lahko tudi potipamo, povohamo. No, tako da to je Skrivnostni svet srednjeveških pisarjev. Potem se premaknemo v sosednji prostor in se sprehajamo po kar obsežnem delu prvega nadstropja, kjer spoznavamo življenje za samostanskimi zidovi. To je druga stalna razstava. Na njej predstavljamo predvsem bogato zgodovino stiškega samostana. Na ogled je tudi čudovita zbirka liturgičnega posodja, torej kelihov, monštranc, kadilnic, torej pripomočkov, ki jih duhovniki potrebujejo pri bogoslužju. 2 maketi samega samostana. Tudi samostana. Na ogled so recimo kelih je na ogled, ki ga je uporabljal pater Simon Ašič, znameniti zeliščar iz stiškega samostana. Na ogled je potem tudi zbirka cerkvenega tekstila, razni mašni plašči, bogato izvezeni, baročni in potem tudi kasnejši iz 19. 20. stoletja. Na ogled je potem tudi opatova mitra, palica, se pravi simboli časti oziroma opatove insignije, rečemo temu. To je to, kar nosijo tudi škofje, namreč vodja samostana, glavni odgovorni, bomo rekli, za samostansko skupnost je opat. In opat ima takšne dolžnosti tudi kot škof, da skrbi na področju svoje opatije, ne samo za skupnost redovno, ampak tudi za ostale versko življenje po župniji. In opat ima pri posebnih slovesnih mašah na glavi mitro, ki je podobna oblike kot škofovska. Potem ima v rokah opatovo palico, dolgo, slabe 2 metra recimo, ali pa malo manj dolgo palico, kot simbol pastirja, ki čuva in vodi čredo vernikov, oziroma iz svetopisemske primerjave pač Kristus, ki vodi svoje ovce, skrbi za svoje ovce. Ja. Na prsih pa nosi na verižici pektorale, to je tak 10 recimo centimetrov velik križ, kot znamenje dostojanstvenosti in duhovništva, opatovstva. No, na drugem delu tega življenja za samostanskimi zidovi pa lahko spoznamo patra Simona Ašiča malo bolj natančno, njegovo življenje, njegovo poslanstvo, ki ga je imel kot zeliščar, še danes po njegovih receptih. Samostansko podjetje Sitik izdeluje čajne mešanice patra Simona Ašiča, razne tinkture, zdravila. No, in v eni od sob je potem pa tudi na ogled tako imenovana Kozlevčarjeva zbirka. To so pa kulturno-umetnostni spomeniki od zbirke ur, pohištva, likovnih del. To je bil pa gospod, ki je prišel na starost živet v samostan. S seboj je pripeljal oziroma so patri za ta novi nastajajoči takrat muzej v začetku 90. let, so patri sprejeli njegovo bogato zbirko, ki jo je kot zbiratelj v svojih letih vestno zbiral. Tako da zdaj smo se sprehodili po prvem nadstropju. Muzej ima pa še naslednje, drugo nadstropje, no, zgoraj je pa naša tretja razstava, ki ji rečemo Zgodovina krščanstva na Slovenskem.
Razstava je postavljena kronološko, iz sobe v sobo, pomeni, se sprehajamo iz stoletja v stoletje in na njej spoznavamo, kako se je krščanstvo začelo, pravzaprav na naših tleh v pozni antiki, konec 3. stoletja, že poznamo prve skupnosti v antični Emoni, današnji Ljubljani, pa v Petovjoni, današnjem Ptuju, pa v Celju, vemo, da je Celeja je bila tudi znamenito antično mesto, kjer je bilo krščanstvo so bili prvi zametki krščanstva. No, in tem razvoju krščanstva sledimo vse preko vseh stoletij do naše osamosvojitve, do leta 1991, ko nas je nekako Vatikan je bil med prvimi, ko je priznal samostojno Slovenijo, in tukaj se potem razstava zaključi z sodobnimi spomeniki. V vitrini imamo recimo kelih, ki ga je zasnoval Jože Plečnik, na stenah imamo likovna dela takratnih ustvarjalcev, Ivana Zajca recimo, oziroma Elde Piščanec. Tako da ta zgodovina krščanstva na Slovenskem podaja en celovit pregled razvoja krščanstva. Vmes pa sta še postavljeni 2 maketi, ki prikazujeta pa stiški samostan v različnih obdobjih, enega iz srednjega veka, kako je izgledal samostan. Najprej je bila namreč zgrajena samo cerkev pa križni hodnik, kasneje se je pa razvil v to veliko arhitekturno celoto, katera še danes obstaja in v kateri delujemo. Ne bova se pa midve dotaknili izredno zanimive razstave, ki se je pričela, kakor jaz vem, 7. junija. O tej bova govorili kar z gospo Diano Pita da Costa, če dovolite. Jaz bom pa povedala, da jaz sama sem bila v tem delu raziskave, sem šla skozi ves muzej in ja, ko gre človek po razstavi, dojame, kaj je bistvo muzeja. Bistvo muzeja je ta za moje mnenje to, da človek, ko je tam, izgubi občutek za čas in vsi ti predmeti, ti eksponati, ki jih gledaš, te popeljejo v pač tisti svet in čas, iz katerega prihajajo, a ne? In vas, ko vas poslušamo, vidim in čutim kakšen občutek in afiniteto imate vi do vseh teh razstavljenih predmetov in zgodovine. Res se vas čuti. Tako da jaz želim vam, da boste še mnogo let lahko vodili ta res lep muzejski prostor oziroma ta, bom rekla, zavod. Če dovolite, bi zdajle predstavila na kratko še gospo, drugo damo. Vmes sem povedala že 2-krat, po moje najmanj, njeno ime in priimek, ker mi je zelo zanimivo. Gospa se piše Pita da Costa, ime je Diana. Dober dan. Dober dan. Za vas bom takole na kratko povedala, da ste kustosinja pedagoginja, sicer pa po izobrazbi doktorica dediščinskih ved in diplomirana arheologinja. Službovali ste v pedagoški službi Mestnega muzeja v Ljubljani, pa v muzeju Anin dvor, ki se nahaja v Rogaški Slatini. Sicer je bila tudi urednica družbenih omrežij za Evropsko združenje za interpretacijo dediščine po imenu Interpret Europe in je več let delala v marketinški agenciji. Sedaj pa ste že, ne vem, 3-5 let v MKS, torej v Muzeju krščanstva na Slovenskem, kjer ob pedagoškem delu skrbite za pripravo spletnih vsebin. Jaz upam, da sem lepo vas predstavila našim uporabnikom, tukaj danes zbranimi. Pa mogoče mi za začetek poveste, kako je z muzejstvom v večjih državah. Tam je bolj cenjeno kot v Sloveniji, ker tudi sam v Sloveniji ne obstaja. Samo znotraj arheologije, kot jaz vem, obstaja predmet. Ja, v bistvu jaz sem res doktorirala iz heritologije, kar bi nekako po naše pomenilo dediščinske vede.
Ta študij sem pa začela zdaj že pred kar precej časa, leta 2011. In takrat je bil ta študij nekaj, v bistvu je bil novost. Študija muzeologije pa pri nas ni bilo, oziroma kolikor vem, še ni. Še ni. In je res tako, kot ste že vi povedala, da se znotraj posameznih dodiplomskih študijev, na primer arheologije, umetnostne zgodovine, etnologije in mogoče še kje posluša samo posamične muzeološke vsebine. Tako da pri nas so se v muzejih zaposleni vsega učili sproti, z delom, z izkušnjami, z obiski konferenc, preko stikov z kolegi tukaj in pa v tujini. In je seveda so čutili ta manko. Zdaj nekateri so v preteklosti odhajali tudi na Hrvaško, v bližnji Zagreb, kjer pa je že veliko desetletij že obstaja študij muzeologije, tako da nekateri so hodili tja, tudi dokončali doktorate tam in potem prinesli k nam tudi to znanje. In tudi recimo moja mentorica pri doktoratu, doktor Verena Perko, je prav tako dobila svoj doktorat iz muzeologije v Zagrebu pri tamkajšnjih muzealcih in je prinesla to znanje sem in je potem bila nekako med pobudniki tega interdisciplinarnega študija dediščine, ki, kolikor vem, še vedno obstaja na doktorski ravni. Takole je pomembno povezavo z zgodovino samo in pa pač našo preteklostjo ima pač muzej vaš. Vaš muzej hrani in interpretira kulturno dediščino in prispeva k tem vrednotenju in razumevanju. Zdaj pa vi kot muzejska pedagoginja, kako vi približate zgodovinska dejstva oddaljena mnogo let, ne vem, otrokom, nekim skupinam? Imate pedagoške programe, a ne? Tako, jaz sem v bistvu zadolžena, moja najpomembnejša naloga je pravzaprav priprava in pa seveda izvajanje pedagoških programov. K nam pride veliko šolskih skupin oziroma šolarjev, ki pridejo najprej zato, da doživijo tukaj originalno, avtentično, samostansko okolje, da po možnosti vidijo tudi kakšnega meniha v živo in da spoznajo, kakšno je bilo življenje v samostanu nekoč. In pa seveda pridejo sem tudi zato, ker vedo, da je to prostor, kjer je nastal tisti znameniti, najbolj znani stiški rokopis iz 15. stoletja, ki je vsaj deloma napisan tudi v slovenskem jeziku in je kot tak tretji najstarejši ohranjeni dokument pisan v slovenščini. Tako da to je tisto, kar jih pripelje k nam. In v bistvu mi jim skozi programe ponudimo pa še neko globjo izkušnjo srednjega veka. In konkretno so zelo priljubljeni programi recimo kaligrafije, kjer postanejo nekako srednjeveški pisarji in dobijo v roke to pero z kovinsko konico, ki pa je taka široka, prirezana, torej ne tako kot naše pinkalo, ki v bistvu ima točkovno konico, ki nima nobene širine. Ta srednjeveška so imela široko konico in je bilo možno z njimi pisati, ustvarjati črke, ki so bile deloma zelo ozke, deloma iz širokih potez, lepo tako zavite. In mi jih pa učimo pravzaprav pisati, vadijo pisati v pisavi protogotici, ki je le ena od številnih srednjeveških pisav, in so v njej pisali tudi pisarji, ki so zares delali tukaj v Stični pred skoraj 900 leti. In je taka posebna izkušnja. Vse to pa počnejo v našem pedagoškem prostoru. Ne vem, ali ste pokukala vanj, ko ste bila pri nas na ogledu. Ja, zdaj pred leti smo ga opremili pa s kopijami srednjeveških pisarskih mizic,
ki niso takšne mizice, kot jih imamo doma, ki imajo ravno površino, ampak imajo takšno poševno oziroma nagnjeno površino za pisanje, kar je tudi posebna izkušnja. Meni se osebno zdi, da je takšna nagnjena miza boljša za pisanje s poševno konico, tudi boljša je za držo. Namreč pisarji vemo, da so pisali, prepisovali knjige, rokopise, dokler je bilo dnevne svetlobe, se pravi veliko ur, in so pri takšni mizi seveda sedeli bolj pokonci, lepšo držo so imeli, gledali so navzgor, niso bili zgrbljeni, in tako dalje. Tako da to je en program. Zdaj drug zelo priljubljen program je pa, kjer postanejo slikarji oziroma iluminatorji. Namreč srednjeveške knjige, za nastajanje srednjeveških knjig je bilo pomembnih več mojstrov, poleg pisarja, ki je besedilo prepisal, tudi knjižni slikar. On je pa na začetek poglavja dodal inicialo oziroma veliko začetnico, prvo črko prve besede. In ta je bila nekakšno majhno umetniško delo. V črko je ponavadi vrisal, umetelno naslikal kakšne rastlinske motive, rastline, vitice, lističe ali kakšne živali, fantazijske živali, zmaje ali pa celo ljudi. Včasih kakšnega naročnika oziroma kakšnega pomembnega cerkvenega moža ali pa nekoga, o katerem je govorilo besedilo. Tako da skratka pri teh programih, pri tem drugem programu, delajo pa tudi s pergamentom, z originalnim materialom, dela se s šablono iniciale, z ogljem, z barvami, ki so bile dostopne takrat. To pomeni, da imajo na voljo 5-6 barv, pa nič več, ne tako kot danes, ko imamo na voljo ogromno barv. Tako da tudi to je zelo lepa izkušnja. Izkustveno doživljajski spis s to kulturno-zgodovinsko sakralno dediščino, res posebnost muzeja, kaj ne? Tako je, res je. Zdaj, te kaligrafske delavnice sicer obstajajo tudi kje drugje v drugih muzejih, ampak moram reči, da nikjer pa ni ta snov tako na takšen način tesno povezana z okoljem, katerem smo. Tukaj je smiselno, da izvajamo te delavnice, ker je povezano z ogledom, z prostorom, v katerem smo. Drži, ja. Zdaj takole, 2 zaklada. En je zapuščina patra Simona Ašiča, pa Stiški rokopisi. Ne smeva pa pozabiti na izredno zanimivo razstavo Simbolika rastlin v Svetem pismu in drugih svetih knjigah. Sicer to ni avtorska zadeva, boste lahko, gospa Pita da Costa, vi, ki ste koordinirali gostovanje in je še zmeraj, ne, pri vas do 2. septembra, če se ne motim, če nam lahko vi poveste, posebnost, jaz vem za eno, razstavo spremljajo vonji. Res je. Zdaj mogoče samo za začetek, ta razstava res ni naša, mi nismo avtorji. Ta razstava je nastala na Portugalskem. Lani je bila tam na ogled v avgustu, v času, ko je papež Frančišek bil, ko se je mudil v Lizboni na Svetovnem dnevu mladih. In ta razstava je pravzaprav bila del uradnega programa ob njegovem prihodu tja. Pripravila jo je pa cela skupina strokovnjakov, od botanikov do teologov, in še cele vrste drugih strokovnjakov. In tam je bila razstavljena v botaničnem vrtu zunaj, torej v naravi, in zato je pač obiskovalec, ko si je pogledal razstavo, je šel po botaničnem vrtu in potem te rastline, ki so bile predstavljene tam, tudi poiskal. No, jaz sem pa to razstavo tam tudi videla in sem potem, ko sem se vrnila v službo iz Portugalske, sem predlagala, da bi jo mogoče tudi k nam poskusili pripeljati. In ker je bilo vodstvo muzeja oziroma naša direktorica je to potrdila, sem potem jaz stopila v stik z avtorji, ki so tudi bili presenečeni in zelo veseli,
namreč niso predvideli nadaljnjega gostovanja te razstave, jim je bila pa ideja zelo všeč. Se jim je zdelo, da je nekako v duhu tega, kar so želeli z razstavo povedati, v duhu vrednot, ki jih poudarja tudi papež Frančišek, torej nekako bratstvo, širjenje, sprejemanja tudi drugih narodov, drugih religij. In na razstavi so pravzaprav predstavljene svete rastline, najprej seveda iz Svetega pisma, ki je sveta knjiga krščanstva, potem pa tudi iz svetih knjig še drugih religij, od Korana do Talmuda in tako dalje. In ne samo to, v razstavo so tudi vključene nekatere mitološke rastline oziroma magične rastline, ki so jih nekoč poznala in v svojih svetih obredih ali pa še na kakšne druge načine uporabljala staroselska oziroma prvobitna ljudstva po vsem svetu, na različnih koncih sveta. Tako da razstava predstavlja drevesa, cvetlice, rastline, dišave na različne te načine in so predstavljeni delčki zgodb o tem, kaj jih pravzaprav dela svete ali čarobne. In tako kot ste rekla, poleg razstavo spremljajo vonji, namreč panojem, besedilom smo dodali tudi umetniško inštalacijo iz rastlin, tako da potrudili smo se pridobiti, bom rekla, lepo število rastlin, ki so predstavljene na panojih. Nekatere med njimi zelo lepo dišijo, od lipe do mire, imeli smo tudi lilijo, je odcvetela, pa jo bomo še dodali, tako da ta nabor rastlin se spreminja, malo je odvisen od tega, kaj je trenutno, pač kaj cveti, kaj oddaja vonj. Hkrati je pa možno določene plodove, rastlin in tako dalje tudi potipati. Zdaj imeli smo tudi že prvo javno vodstvo po razstavi, 2 bosta še sledila, zdaj v poletnih mesecih. Seveda pa lahko pripravimo pa tudi izvedemo vodstva vodenja tudi za kakšne druge skupine. Na primer, če bi se vi odločili priti, vas z veseljem sprejmemo in tudi razširimo mogoče nabor tega, kaj je možno povohati, povonjati oziroma česar se je možno dotakniti. Ja, super. Zdaj pa takole, jaz sem šla tudi skozi najlepši gotski, jaz rečem najlepši, ker sem pač blizu doma, gotski križni hodnik. Bila sem v tej baziliki s 3 ladjami. Lahko bi mogoče se dotaknili še malo tega dela zgodovine, 1132 ali so bila po moje, kar gospa Pita da Costa. Tako je, zdaj vi ste se sprehodila čez ta najbolj starodaven in tudi najbolj slikovit del našega stiškega samostana. Hodnik oziroma torej križni hodnik so začeli graditi leta 1132 in seveda je trajalo več let, da so ta del zgradili. In torej na začetku je torej samostan bil precej manjši, kot je bil danes. Pravzaprav je bil samo iz križnega hodnika, bivalnih prostorov, ki so nanizani okoli hodnika, in pa bazilike, cerkve. Torej samo to je obstajalo na začetku v 12. stoletju. Zdaj hodnik oziroma torej križni hodnik ima pa čudovit strop, zelo lepo poslikan. Mi temu pravimo z gotskimi freskami, ki so bile dodane na začetku 13. stoletja. In kot je videti, je ta poslikava in ta izgled hodnika bil tudi menihom izredno všeč, ker se je konec koncev ohranil vse do danes. Tako da, ko pridete k nam pogledat ta lep hodnik, srce njihovega doma, vam tudi pokažemo oziroma razložimo, kaj se okoli nahaja, kateri prostori. Gre za najpomembnejše prostore za menihe, od obednice oziroma po naše jedilnice, kjer torej še vedno jedo, v starodavnem čudovitem prostoru še vedno jedo vse svoje obroke. Potem čez bralni del križnega hodnika se sprehodimo, pogledamo oziroma tudi zatipate lahko najstarejše knjižne police, ki so še vedno tam, se nahajajo. Gremo tudi mimo kapiteljske dvorane,
ki je pa nekako enakovredna, bomo rekli, zbornici v šoli, oziroma je to prostor, kjer sprejemajo najpomembnejše odločitve, kjer tudi sprejemajo nove člane v red. In potem se seveda sprehodimo naprej v cerkev oziroma baziliko, ki je torej starodavna, za njo so potrebovali približno 20 let, da so jo dokončali, kar je še vedno precej hitro. Ne kaže pa več tistega prvotnega izgleda, tistega preprostega izgleda, kot ga je morala imeti v 12. stoletju. To, kar zdaj vidimo, takšna kot je v svoji baročni preobleki, je okrašena v čudovitem baročnem slogu, z štukaturami, belimi štukaturnimi okrasji, obiljem tudi zlatega okrasja ob stranih, ob stranskih oltarjih in slikah. Tam se zopet nahaja en predmet, ki ga je oblikoval naš znameniti Jože Plečnik, prav za Stiško baziliko. To je tabernakelj oziroma nekakšna omarica, predmet, v katerem hranijo hostijo. Tako da o njej pa lahko govorimo še dolgo časa, ker je polna posebnosti. Zdaj pa zanima ena stvar. Po zaslugi in velikodušnosti donatorjev pa donatoric so muzejske zbirke zrasle, ne vem, iz 1200 recimo v prvih 33 letih obstoja pa do, ne vem, skoraj 9000 muzealij pa muzejskih predmetov. Zdaj pa, če nam razložite, kaj je razlika med muzealijo in muzejskim predmetom, če sploh je. Nataša, boste vi mogoče? Ja, lahko. Muzealija je kulturni spomenik. Ko mi dobimo nek predmet, ki je tako imeniten, edinstven, pomemben, da ga hranimo in zapišemo v inventarno knjigo, s tem postane muzealija. Namreč muzealija je status spomenika državnega pomena. To je predmet, to je lahko slika, lahko je tudi novejšega datuma, ni nujno, da se samo zgledujemo po gotskih, romanskih, gotskih in baročnih spomenikih, ampak tisti predmet, ki je zelo pomemben, najbolj pomemben za dediščino, da ga ohranimo, in je na državni ravni razglašen potem s tem, ko ga vpišemo v inventarno knjigo, to je muzealija. Muzejski predmet je pa predmet pač, ki ga tudi dobimo v hišo, vendar trenutno še ne predstavlja, nima te vrednosti državnega pomena, je zelo pomemben za zbirko, da ga dodamo v zbirko, ali pa tudi, če sam nekje en predmet, samo nima še teh kvalitet, da bi ga zapisali v inventarno knjigo. In ga zato vpišemo v akcesijsko knjigo. Akcesijska, se pravi, Dolinarjev kelih, ima inventarno knjigo, je zapisan v inventarno knjigo. Zakaj? Zato, ker ima vse kvalitete, poznamo avtorja. Arhitekt Jože Plečnik je zasnoval ta kelih. Torej, imeniten slovenski arhitekt je zasnoval ta kelih. Poznamo lastnika tega keliha, to je bil duhovnik France Dolinar. Poznamo letnico, ker je spodaj napisana, kdaj je imel novo mašo in ga je prejel v spomin na novo mašo. Je edinstven. Vemo sicer, da je Plečnik oblikoval številne kelihe, ampak takšnega, kot ga imamo mi, kot je bil Dolinarjev, kakršnega je dobil gospod duhovnik France Dolinar, takšnega ni, je torej unikaten. In poznana je provenienca. Namreč, ko mi kupujemo ali pa prejemamo v dar, je zelo pomembno, da vemo, od koga dobimo predmet. Tu v tem primeru smo dobili od nečakinje, smo ga odkupili od nečakinje, tega duhovnika, gospoda Franceta Dolinarja. Muzealci smo namreč lahko tudi zelo izpostavljeni trgovanju umetnin. Po eni strani ti prodajalec lahko pove marsikakšno lepo zgodbico, od kod je kakšen predmet, pa v resnici temu ni tako. Lahko je bil ukraden, lahko je bil preprodan, pa ga nekje iščejo, ne. Zato tudi recimo obstaja na strani od policije, obstaja seznam ukradenih, tudi sakralnih del oziroma seznam ukradenih umetniških del.
In kadar se odločamo za nakupe ali pa za sprejem, tudi samo muzejskega predmeta za sprejem v našo zbirko, moramo biti zelo previdni, kaj sprejemamo, kater predmet sprejemamo. In v primeru, da je lastništvo znano, torej provenienca, od kod smo to dobili, od koga smo dobili, v našem primeru Plečnikovega keliha, ko se ravno pogovarjava, veva še celo, kdo ga je zasnoval, kdo ga je izdelal, kater pasar. V tem primeru je to potem res predmet, ki je nacionalne državne vrednosti, nacionalna kulturna dediščina in ga zapišemo v inventarno knjigo. Če pa pomislim na številne svečnike ali pa na kakšne voščene figurice, ki jih je pa več izdelanih. Rožne vence, ja, razumem, to pa so To predmeti. tudi, ja, tako, rožni venci, podobice, ki so stiskane na več tisoč izvodov. Teh, recimo, samo za podobice, če se osredotočim na njih. Tu so drugi kriteriji. In so te podobice, ki jih še nimamo, jih vpišemo v akcesijsko knjigo, torej postanejo muzejski predmet. Zakaj? Zato, ker smo s to podobico zapolnili vrzel, ker še take svetnice recimo nimamo na podobici ali pa podobice te starosti še ni v zbirki. Ampak sama podobica, ki je bila natisnjena v tisočih izvodih, zaenkrat še nima nekega državnega oziroma kulturnega pomena, da bi jo vpisali v inventarno knjigo. Bo pa nekoč kustos je tisti, ki to določi, če v stiski vpraša še tudi, skličemo sestanek in se pogovorimo, vsak iz svojega vidika pove, ali je ta podobica zdaj za vpisati v inventarno knjigo ali ne, ali pa ta svečnik, svečnikov je tudi veliko, ali pa rožnih venčkov je še tudi veliko na tržišču. Ja. No, in takrat se potem, ko sklep naredi kustos, nekako po vseh teh strokovnih kriterijih, se odloči, ali bo predmet zapisal v akcesijsko knjigo ali v inventarno. No, ampak da ne bom znižala pomena podobic. Lahko se zgodi, da dobimo pa eno staro podobico iz 17. stoletja. Prvič jo vidimo, sploh je ni primerljive takšne še v naši zbirki. Lahko tudi samo tisto podobico zapišemo pa v inventarno knjigo, ker je stara, ker vemo izvor, ker je gor napisano, recimo za katero svetnico ali pa katero romarsko svetišče je upodobljeno na tej podobici. Tako da v tem primeru lahko tudi en majhen listič, strgan ali pa napol že poškodovan, dobi vrednost, da je zaščiten in zapisan v inventarno knjigo. Ja, hvala za pojasnilo. Zdaj pa mogoče, da se vrnem spet k Diani Pita da Costa. Zdaj povedali sva, kaj je na repertoarju, kaj se pa recimo pripravlja za v prihodnje, če smete namigati, ali pa saj za letos? Ja, v bistvu za letos imamo še kar nekaj programskega dela za izpeljati. Tako da, poleg tega, kar sem že povedala, da so na sporedu že napovedani javni vodeni ogledi omenjene razstave o rastlinah, je načrtovano v avgustu, konkretno 14. avgusta načrtujemo en tak dan posvečen kaligrafiji, ker bo svetovni dan kaligrafije. In bodo lahko, kdorkoli se bo to udeležil, bo lahko šel po sledeh oziroma na lov v iskanje nekdanje srednjeveške rokopisne delavnice in po sledeh pisarjev tukaj v Stični, čemur bodo sledile tudi vaje iz kaligrafije. Potem kasneje v oktobru, v začetku oktobra, načrtujemo pa en tak bolj športno obarvan dan oziroma soboto. 5. oktobra se zopet odpravljamo po pohodniški poti, pot cistercijanov. To je pohodniška pot, ki jo je, mislim, da Nataša, vi ste jo že omenili. Torej pot smo vzpostavili v sklopu projekta Cisterscape in obstajata dve oziroma krajša in daljša verzija, tako da letos se bomo odpravili po delni trasi te poti. Štartali bomo izpred muzeja, potem pa bomo že torej delili informacijo, v katero smer bomo šli, tako da tudi na to ste vabljeni. V novembru bomo Ni težka pot za slepega ali slabovidnega? Zdaj, v bistvu tako je, so deli, ki so bolj položni in so deli, ki se vzpenjajo, ne.
ki so tudi, kjer se gre v hrib. Tako da pravzaprav ne vem, ob pomoči spremljevalca. No, mi imamo tudi planince med slepimi in slabovidnimi, tako da če niso, ne vem, neke prepreke, ki že za videčega so težava, mogoče pa res se jih povabi, a ne? Ja, v bistvu ni preveč težavna pot. Mi smo že eno traso, oziroma sodelavci so že prehodili vse trase, tako da ne bi rekla, da to spada med najbolj težavne poti, pri nas sploh ne. Tako da bi bilo primerno tudi za vas. Mi seveda bomo šli zraven in bomo pri tem tudi povedali, kaj so tiste znamenitosti, mimo katerih se bomo sprehodili oziroma hodili, kaj je tisto, kakšne sledove so pustili cistercijanski menihi v določenih delih krajine. No, če grem pa hitro še malo naprej, v november bomo pa imeli delavnico namenjeno družinam, otrokom, in sicer delavnico izdelovanja jaslic. Namreč tukaj v okolici živi izdelovalec, gospod, ki pravzaprav izdeluje jaslice iz lesa oziroma izdeluje sete, v katerih so figurice, ki se jih potem sestavi v jaslice in poslika, tako da on bo predstavil svoje delo, potem bo pa lahko vsak dobil svoj set jaslic, jih torej izdolbe oziroma figurice izdolbe iz tistega okvirja in sestavil in poslikal. Zdaj v tem letu smo si zadali tudi za cilj, da pripravimo nekaj predmetov, mi temu rečemo taktilnih predmetov oziroma predmetov, ki bi bili namenjeni za tipanje, v prvi vrsti pravzaprav slepim in slabovidnim, pa potem tudi mogoče ostalim obiskovalcem. In to je en tak predmet, smo že izdelali. Gre za kopijo, bom rekla, nekakšnega krščanskega amuleta oziroma čarnega predmeta iz 17. stoletja, in gre pa pravzaprav za papir, na katerem so podobe različnih svetnikov in pa latinskih izrekov. In to je bilo večkrat prepognjeno in zloženo v en tak majhen kvadratek, ki se je dal v etui, v majhen etui in nosil okoli vratu, in je pravzaprav lastnika varoval pred vsem slabim, torej je bil kot nekakšen blagoslov in hkrati amulet. Tako da ta predmet je pravzaprav že na voljo, in kar je zanimivo je tudi, da v notranjosti med temi prepognjenimi lističi so se pa nahajali tudi plodovi iz narave, na primer brinova vejica ali pa tudi rdeči koščki tkanine za zaščito pred čarovnicami. Srednji vek pač, ne? Kako? Pač srednji vek. Ja. No, sicer ti predmeti so takšni, amuleti so bili pa drugače v rabi še kar globoko v 20. stoletje, in tudi k nam, ko pridejo kakšni starejši obiskovalci, se še vedno spomnijo, da so njihovi očetje ali pa kdo od sorodnikov, da je nosil takšne amulete. Imeli so jih tudi ali v etuiju ali pa všite v srajco ali pa kar v naprsnem žepu, tako da se še vedno spomnijo. Tako da to je en tak predmet, ki ima za sabo lepo zgodbo in ki, torej ta predmet je mogoče potipati, vzeti v roke iz etuija ven, potipati vse te majhne predmetke, ki so v notranjosti. Potem pa bomo pripravili tudi kalup za izdelovanje voščenih majhnih Jezuščkov, kajti vemo, da so redovnice nekoč izdelovale takšne voščene Jezuščke, ki so jih tudi prodajale, da so imele dodaten zaslužek, in ker je poleg tega Jezus seveda glavni protagonist krščanstva, smo se odločili, da pripravimo en tak predmet, ki ga bodo lahko obiskovalci torej potipali. Hkrati pa predstavljamo tudi eno tradicijo, ki je danes že izginila. In v nadaljevanju bomo seveda poskusili vsako leto k temu naboru predmetov še kaj dodati, da bo res čim več predmetov, ki jih lahko ponudimo obiskovalcu, da se jih dotakne, da je s tem izkušnja ogleda malo bolj bogata in malo drugačna. Zdaj sem dojela, da čarni predmet je tista beseda breverl, ki ste vi meni napisali
v svojem mailu? Ja, v bistvu brevrl je strokovna beseda za strokovno poimenovanje tega, bomo rekli, krščanskega amuleta. Ta beseda izhaja Ja. iz latinščine, pomeni nekaj kratkega, nekaj majhnega, kratkega. Tako da ali brevrl ali krščanski amulet oziroma čarni predmet. Vsa tri poimenovanja vsa so tri, v redu. Ni ta zguben listek brevrl, ampak vse skupaj. Vse skupaj, celota, če se ne motim, Nataša. Nataša? Ja, celota. Ja. A sva prav povedali z gospo Diano, brevrl? Seveda, kolegica ga je natančno proučila. Pri tem, ko greš delati neko kopijo, moraš vedeti o predmetu čim več. Tako da se je poučila, prebrala in pravilno, vse, kar smo zdaj slišali. Zdaj pa takole. Ponavadi po 1 uri dialogov z menoj povprašam naše poslušalce, če ima kdo kakšno vprašanje mogoče za vaju, pa bom enako storila zdajle. Ima mogoče kdo od vas kakšno vprašanje? Brane Bud, kdaj rad kaj vpraša? Biserka, Dušan Brešar, izvolite, beseda je vaša. Prav res? Nimajo vprašanj, ker sta bili tako in zanimivi in ne vem, ali pa vsi vse vejo. Ne vem, še počakam. Zdaj bom pa takole rekla. Odpravite se v stično, da boste odkrili to svetlo plat temačnega srednjega veka, pa se morda naučite tam kakšnih spretnosti, te spretnosti, ki so postale in postavile temelje naše civilizacije. Tam se boste lahko seznanili z usodo znanih zgodovinskih osebnosti. Vzemite s seboj svojo družino in to je to. Dolžna sem pa tudi napovedati in zaključiti sezono. Z današnjim dnem namreč se zaključi sezona petkovih Zoom kavic. Prihod nove sezone bo imela štart oktobra. Za novo sezono so pripravljene izjemno zanimive kavice, polne bodo navdihujočih pogovorov, pa zabavnih in nepozabnih trenutkov druženja. Res vas pozivam oziroma vam kličem, pridružite se nam, ko bomo skupaj razpravljali o najnovejših trendih, pa bomo lahko delili izkušnje, se povezovali s prijatelji ali pa z novimi obrazi. Označite si oktober, takrat si boste skuhali dobro kavo in se vidimo. Hvala za pozornost, hvala damama za ves vajin čas, za vse to, kar ste nam namenili danes. Želimo vam veliko uspehov, želimo vam čim več dobrih muzealij, pa da predmeti postanejo muzealije. Danes sem se to naučila. In lep dan. Hvala za povabilo. Hvala. Hvala, lepa. Pozdrav. Hvala za povabilo. Pozdrav.